veš, kar si želiš, to lahko za sebe narediš. Bodi to, kar si, to bolj paše ti, vsak edinstven je. Prosim, radi imej se, bodi poguma, ne boj se, odgovornost prenesi nase. Ko nekaj narobe narediš, nekaj lahko za sabo pustiš. Bodi to, kar si, to bolj paše ti, vsak edinstven je. Prosim, radi imej se, nikoli ne obupaj, bori se, upaj. Noben ne more jih spremenit, ne moreš jih podarit. Bodi to, kar si, to bolj paše ti, vsak edinstven je. Prosim, radi imej se, bodi to, kar si, to bolj paše ti, vsak edinstven je. Prosim, radi imej se. Pisatelj Janez Jalen je bil rojen 26. maja 1891 na Rodinah na Gorenjskem. Bil je najmlajši od 10 otrok. Njegova starša, mama Marjana in oče Matija, sta bila dobra starša in večkrat je rekel, da je imel izjemno mladost. Oče je bil odličen poznavalec narave, za tiste čase razgledan in je svoje otroke veliko naučil. Mama pa je bila med drugim tudi odlična pripovedovalka. Še posebej zanimivo je bilo, ko so se pri očetu zbirali vaški možaki in se pogovarjali. Lahko so obujali spomine, lahko so si pripovedovali zgodbe iz davnine. Skratka, Janez je te stvari z veseljem poslušal in si jih zapomnil. Čez leta je prav on, desetnik Janez, ki je postal duhovnik in pisatelj, vse te zgodbe, pripovedke, legende zapisal v knjigi Ovčar Marko. Pravzaprav v celi trilogiji Vozarji. Svojima staršema je postavil literarni spomenik tudi v kratkih pripovedih Previsi in Težko seno. V slednji je svojemu očetu v usta položil tudi besede: molitve in gnoja, pa piskrov in otrok ni nikoli preveč pri hiši. Po svoje se ju je pa spomnil tudi v kratki pripovedi Na svojem. Ovčar Marko je izšel leta 1929, pisatelj pa je imel v načrtu še 4 nadaljevanja, vendar ti njegovi načrti niso bili uresničeni. Naslov trilogije je Vozarji in je v celoti prvič izšla v letih od 1958 do 1960. Prvi del, Ovčar Marko, pripoveduje o življenju v vasi Krnice, ki je spadala v takrat še župnijo Rodine. Domačini sicer vedo povedati, da so Krnice pravzaprav Rodine. O življenju kmetov, kajžarjev, pastirjev, vozarjev pripoveduje z globokim znanjem psihologije, poznavanjem kmečkega življenja in etnološko natančnostjo, ki je velika vrednost njegovih del s kmečko tematiko. To pa je pravzaprav večina.
Drugi del z naslovom Tri zaobljube je zgodba o slikarju Leopoldu Lajerju in Ljubnem, o ljubenski Mariji Udarjeni in lepi Lenki, ki se je zaobljubila, da bo čakala ženina. Lajerju je pravzaprav v tej knjigi postavil spomenik. Pripoveduje tudi o tem, kako je naslikal brezjansko Marijo Pomagaj. Tretji del nosi naslov Izpodkopana cesta in poleg tega, kar se dogaja v Markovi družini, pripoveduje tudi o tem, kako je gradnja železnice odvzela delo vozarjem. V knjigi srečamo tudi Franceta Prešerna, takrat še študenta. Iz Janezovega otroškega poslušanja Vaških mož se je ohranila tudi legenda o tem, kako je v naše kraje prišla najboljša čebela, kranjska sivka. Manica je komaj čakala, da je mogla zaprositi: Vrbanek, zakaj čebele roje? Če ne veš, kdo je bil Noe, ti bom težko dopovedal. Vem, kdo je bil, se je odrezala Manica. 120 let je barko tesal, v njej je prebil velik potop. Drugi ljudje so se pa vsi potonili, zato ker so greh delali. Pa živali je s sabo vzel. Rozalka je skrbno poslušala, ali bo Manica prav vedela povedati. Sramote bi bila deležna najbolj ona, ki jo je učila. Dobro si povedala, jo je pohvalil Vrbanek. Ali pa veš, kako je čebelice rešil, da niso potonile? Manica je pomislila: Nak, tega pa ne vem. Ko so vode upadle in je Noe šel iz ladje in izpustil živali, so zlezli tudi čmrlji in sršeni nosa in druge muhe iz špranj v podstrešju. Le čebele so ostale v svojem koritu. Ker je bila zemlja dobro namočena in pognojena s pregrešnimi trupli, je kaj kmalu cvetela čebela mobilna paša in začelo je primanjkovati prostora v Noetovem koritu. Kaj pa sedaj? Takrat je legla jajčeca še vsaka čebela, ne samo matica, zato so imele vse enako besedo. Samo trotje so morali biti tiho, kakor morajo biti tiho še dan danes. Zgrnile so se na posvetovanje. Stara, že vsa oguljena in črna čebela je s strupenim glasom zacvilila: Mladi rod, ki smo ga odgojili po potopu, naj se izseli. Oglasila se je lepo zrasla čebela, ki se je izlegla že med potopom. Samih nikar ne pustimo, naj nas gre nekaj starih z njimi, da jim bomo pot kazale. Pojdi, če te veseli, so jo zasmehovale stare oguljenke. Dobro, pojdem. Mlade, kakor žametom porasle sivke, so se zgrnile okoli edine stare, ki se je zanje potegnila. Še tiste, ki so še v zibki tičale, so hitele gristi pokrovce, ker so sprevidele, da se mlademu rodu doma ne obeta nič dobrega. Pojdi, pojdi, so kričale tovarišice nad njo tako srdito, da se še tiste starejše čebele niso upale oglasiti, ki se jim je prav in pravično zdelo, da ne vržejo mladega rodu brez vodstva pred izletavnik. Nastal je vrišč v koritu, da čebele niso več umele, kaj pravzaprav katera svetuje. Vse povprek so kričale: Me smo se rešile, vas smo vzgojile, ven, 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 me same. Ko je bilo čebeli, ki se je izlegla med potopom, šundra dovolj, je zapela, kakor še dan danes zapoje matica, da vas trušč preglasi. Veselo kakor otroci so se prekucavale mladice, ki so se usipale skozi izletavnik v sončni dan in rajale svatovski ples okoli ladje. Prav nič niso mislile, kaj bo z njimi.
Bo že kako, da so se le ločile od starih čemernih in strupenih oguljenk. Sedle so na vejo, da se odpočijajo in posvetujejo. Pa so tako sklenile, da naj samo medpotopna čebela ukazuje in naj bo samo ona mati vsemu novemu rodu, in so jo kar postavile za kraljico in mater. Prav so imele, je veselo pristavila Manica. In potem je bila zopet radovedna. Naselile so se v suhi votli palmi, še 3-krat je peljala prva matica srečno novi rod na roj in je vselej preskrbela za nove matice doma. 4. jo je zalotil z vsem rojem vred močan podsončnik in jo je zanesel z vsem rojem vred nad naše gore, na Kranjsko. Zato imamo Kranjci najboljšo čebelo. Janez Jalen je začel hoditi v šolo na Breznici. Dober učenec je bil in takratni župnik Tomaž Potočnik je prepričal očeta, da ga je dal naprej v šolo. Najprej so ga vpisali v prvo državno gimnazijo v Ljubljani, ampak tam mu ni šlo. Ni se dobro znašel v tej po večini nemško govoreči druščini. Prepisali so ga v Kranj, na tamkajšnjo cesarsko kraljevo, cesarja Franca Jožefa gimnazijo. Pozneje se v pismih spominja teh let kot težkih. Pravi, da je bil veliko prepuščen sam sebi, da se je moral znajti, kakor je vedel in znal, in da je bil velikokrat vesel sošolcev, ki so bili iz družine lenivcev. Po končani gimnaziji se je odločil za duhovniški poklic in se vpisal v bogoslovje. Sprejet je bil 11. septembra 1911. Dokaj let pozneje je v osebnem pismu poudaril, da se je za ta poklic odločil popolnoma svobodno, da ni nihče pritiskal nanj. Proti koncu študija je bil položaj zelo zapleten, saj je že divjala prva svetovna vojna. Dolgo ni vedel, ali bo lahko posvečen že med vojno, ali bo moral čakati konca, če ga bo seveda dočakal. Vendarle so se stvari toliko uredile, da je bil posvečen 13. junija 1915 in imel 27. junija na Breznici novo mašo. To je bil resnično slovesen trenutek za celo župnijo. Poleg njega sta bila takrat v bogoslovju še 2 literata. Janez Pucelj, pesnik, pozneje tudi prevajalec, in Ivan Sadar, pesnik, ki je bil tudi likovno zelo nadarjen. Z Ivanom Sadarjem sta postala najboljša prijatelja. Zelo sta si bila blizu. To se vidi iz Sadarjevih pisem Jalnu. Jalnova Sadarju žal niso ohranjeni. Drug drugemu sta bila kritika literarnih stvaritev. Pravzaprav, Janez Jalen je lahko povedal Sadarju mnenje o pesmih, Sadar pa je Jalna le bolj spodbujal, tolažil, bodril, da bo prišel čas, ko se bo lahko posvetil pisanju leposlovja. Ivana Sadarja kot pesnika lahko uvrstimo v slovensko moderno. Njegov vzornik je bil Dragutin Kete. O tem je sam pisal v dnevniku. Ketejev vpliv pa je opazen tudi v obliki in vsebini njegovih pesmi. Pisal je sicer v svobodnih oblikah, velikokrat pa je svoje občutke izrazil tudi v sonetu. Ker je bil tudi likovni umetnik, je marsikatera njegova pesem pravzaprav likovna pesem, ima posebno obliko. Navdihovala ga je družina z vsem svojim življenjem. Iz tega je nastala na primer pesem Dober večer.
Napisal je tudi veliko ljubezenskih in duhovnih pesmi. Njegove ljubezenske pesmi so velikokrat prav prisrčne, nagajive, po drugi strani pa tudi polne hrepenenja, izraženega na prav prijetno svež način, tako kot na primer pesem Rendezvous. V zrelejših letih so v njegovih pesmih prevladovale bivanjske in duhovne teme, kot na primer v pesmi Jaz in ti. Mihcu je prinesla mama prve hlačke iz sejma. O, kako se tu postavlja, o, kako se tu baha. Kam pa zdaj pomisli malo? No, ihajte, glej ga, glej, dedu so pa prvič v uši, danes gre do bejvecej. Dedu so pa prvič v uši, danes gre do bejvecej. Počasi minuta poteka, počasi gre za minuto, a hrepenenje v silnem taktu bije in bolje po vsem telesu. In prišel naposled počasni je čas, ko prvič zaslišal nje zvonki glas, ko prvič sem gledal nje lični stas, ko prvič motril sem nje beli obraz. In urno minuto podi, in urno se uri kolesje vrti, vse urneje kako brnenje poprej, bolj divje drvi, sedaj čas se naprej. In ni je več pred mojimi očmi zveni, v uši so mi, pa vidno še beseda njena. O, sladka melodija. Pred nekaj dnevi sem ti vse obljubil, vse. Ne vprašaj me, kaj si dovršil. Na kamen padli vodni trak se je razpršil in posušil. Morda sem prvi dan že krenil stran. Ko zrem nazaj, o, kje je tisti lepi maj, ki je cvetel ljubezni poln, krasan, kje je? Ko povprašujem, čutim že stopinje. Ti si moj Bog. Počakaj, da sezujem čevlje svojih nog. O, že v objemu me držiš in že sadiš v srce mi novo, lepše, pisanejše cvetje, novi paradiž. O Bog, o jaz. Janez Jalan je svojemu prijatelju postavil literarni spomenik v povesti Cvetkova Cilka. V njej pripoveduje zgodbo Cilke in njene družine, njenega očeta, ki jo je prepričal, da se je poročila z Viktorjem, ki je imel tako zelo lepo kobilo. Takrat je bil župnik na Koprivniku Ivan Sadar in Jalan ga je prikazal kot dobrega duhovnika, ki se je bil pripravljen s Frani pogovarjati tako osebno, kakor tudi čisto navadnem klepetu, ko je prišel mimo po vasi. Literarni zgodovinarji ocenjujejo, da je to Jalnovo psihološko najbolj poglobljeno napisano delo.
Privozili so podvodnikov razglednik, prav na kraj, kjer so pred nekaj dnevi možaki zadeli gospoda na ramena. V parih so stali šolski otroci, mrko so gledali moški, temno oblečene ženske so si pa že brisale solze. Tudi Cilka je bila med njimi. Prav pri kraju je stala in z očmi iskala med spremljevalci Viktorja. Vprašujoče je pogledala Minco. Minca ji je narahlo odkimala. Cilka je zardela in stopila za žene. V molitev je posegal otožen glas, ki se je plaho izvil iz parov šolskih deklic. Gospod župnik! Za kratek trenutek je vse onemelo. Slišati je bilo čisto razločno, kako je sošolec in prijatelj pokojnega skozi stisnjene zobe težko izgovarjal. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Naprej ni mogel več. Snel si je naočnike in zakril oči s črno obrobljenim robcem. Kako bi se bil odtrgal plaz, so župljani ob sprejemu svojega mrtvega župnika Janeza glasno zajokali. Cilka se je naslonila na obsekan gaber in jokala in ihtela, da se je vsa tresla. Naj pride kdorkoli za pokojnim gospodom, nihče ne bo tako razumel, kakor jo je gospod Janez. Samo on je vedel za njeno skrito bolečino in nihče drug na vsem božjem svetu ne. Ne izpovedi, iz pogovorov na vrtu. Le zakaj se mu ni razodela pri poročnem spraševanju? Vse drugače bi se bilo zaobrnilo njeno življenje in kadar bo spet omahovala, kdo jo bo dvignil? Jok okrog voza se je vnesel v pridušeno ihtenje. Tudi Cilki telo ni več ustrepetavalo. Naprej, je odredil pokojnikov prijatelj in je še pristavil. Rožni venec naj molijo otroci. Sam bi ga bil ne mogel več. Ga je preveč zaskrbelo, kako pripelje materi mrtvega sina duhovnika. Prvo kaplansko mesto Janeza Jana je bilo v Srednji vasi v Bohinju. Vendar je že 4. maja 1917 nastopil službo vojnega kurata. Najprej je nekaj časa služil pri 5. dragonskem polku v Lvovu, nato pa je bil pravzaprav kazensko premeščen v Lebring, imenovan tudi Stradališče. O tem poglavju svojega življenja je napisal 3 krajša besedila, 3 kratke pripovedi. Poleg tega je tudi o drugih področjih vojne napisal nekaj kratkih pripovedi. Po odpustu iz vojske je nekaj časa služboval v Pesnici pri Kranju, nato bil kaplan v Črnomlju, Stari Loki, Trnovem. V Trnovem je bil takrat župnik že uveljavljen pisatelj Franc Saleški Finžgar, Jalnov rojak izpod stola. Med službovanjem v Trnovem se je Jalen pripravljal na službo kateheta. Že v tem času je učil verouk v Črni vasi, Barju. Leta 1921 pa je bil nastavljen kot katehet na 8-letni ljudski šoli v Mostah. Stanoval pa je takrat v stolnem župnišču v Ljubljani. V Mostah se je celovito vključil v šolsko življenje in delo, sodeloval je na literskih sestankih, pripravljal predavanja za starše, skrbel za otroke, ki so bili vključeni v organizacijo Mladi junaki, pripravljal igrice ali samo recitacije za proslave in tako naprej. To službo je opravljal do leta 1930, potem pa je bil približno leto pa pol urad
bolnišnici za duševne bolezni na Studencu. Sedaj rečemo temu Polje. Od tam je bil odpuščen, ker se ni udeležil volitev. Jalen je bil bolj ali manj protipolitičen človek, ker je videl, da veliko politikov samo govori, bolj malo pa naredijo dobrega za ljudi. Leta 1932 je kot scenarist sodeloval pri snemanju prvega slovenskega igrano-dokumentarnega filma Triglavske strmine. 30. novembra 1932 pa je bil imenovan za ekspozita v Notranjih Goricah, kjer se je navdušil nad Barjem in začel iskati v njega davnino. Kaj je iz tega iskanja nastalo, pa vemo, ne? Do začetka druge svetovne vojne je imel Jalen še veliko stika z domačimi in sovaščani na Rodinah. Za tamkajšnjo cerkev svetega Klemena je kupil nove orgle, na katere še vedno igrajo. Še posebej je bila ta povezava močna v letu 1938, ko je uredil in plačal vse formalnosti za gradnjo vaškega vodovoda. Vodovod so zgradili, kot priznanje pa so Jalnu pod zelo ugodnimi pogoji omogočili pridobitev zemljišča pod Skokom, ki mu je bilo že od nekdaj všeč in si je vedno želel imeti tam vsaj preprosto zavetišče. Zdaj si je lahko postavil hišico, tako veliko, da je lahko vanjo postavil posteljo in štedilnik. O svojih občutkih, ko je postal lastnik tega zemljišča, piše v kratki pripovedi Na svojem. Tam pod Skokom je tudi veliko pisal. Hiška, ki si jo je postavil, je bila kot nekakšna planinska koča in kot taka imela tudi spominsko knjigo. Kot uvod vanjo pa je napisal tole pesmico, ki ga po svoje predstavi. Sem puntar bil rojen, bom puntar ostal. Po svoje bom hodil, po svoje gvaltov. Sosrdne sestrice in gams mi je brat, lisjak mi pa hodi na rob praga srat. Pa brcnem ga doli, sušiti pustim, čez črko ne zmorem, naj z drekom učim. Je žalostna zgodba, človeka je sram. Zato tele bajte za ves svet ne dam. Kot literat se je Janez Jalen najprej začel ukvarjati z dramatiko. Njegova drama Dom, ki je po mnenju mnogih njegova najboljša drama, je izšla v Domu in svetu leta 1923. Skupaj z dramama Srenja in Bratje tvori dramsko trilogijo. Drama Bratje pripoveduje o bojih za Koroško, pravzaprav o tem, kako so odhajali slovenski prostovoljci v te boje. Boja za Koroško se dotika tudi enodejanka Nevesta, ki je izšla leta 1929 v Domu in svetu. Pravzaprav pripoveduje o posledicah tega boja. V knjigi je izšla tudi resna igra Grobovi, v tipkopisu pa je ostala žalostna igra izpod Triglava z naslovom Rojenice, ki v okviru zgodbe o rojenicah in Roži Mogoti pripoveduje o slovenski neslogi, poveličevanju vsega tujega in materialnega bogastva.
Tematiko je v drami Pravljica o Zlatorog obdelal tudi Jože Abram. Poleg resnih dram pa je napisal še 2 burki. Lesena peč je izšla v knjižici leta 1937 in Šiba ovaduštvo. Sladoled pa je prava vaška burka o tem, kako si je gostilničarka prav na predvečer vaškega sejma zaželela spoznati, kaj je sladoled. Jalen je kot katehet na 8-letni ljudski šoli v Mostah v Ljubljani napisal tudi več igric, prizorov. Večina od teh se je izgubila, ohranil pa se je prizor Tri mamice. Ob njegovih dramskih besedilih se spomnimo še tega, da je napisal scenarij za prvi slovenski igrano-dokumentarni film Triglavske strmine. K sodelovanju so ga povabili producenti, pa režiser in snemalec. Snemalec je bil Metod Badjura, s katerim ga je potem do konca življenja vezalo trdno prijateljstvo. Film je bil zelo uspešen, vendar pa so poznejši dogodki v zvezi z njim povzročili ustvarjalcem veliko trpljenja. Imena najbolj negativnih oseb v nekaj let pozneje napisani povesti Ograd neverjetno spominjajo na tiste, ki so Jalnu in drugim ustvarjalcem povzročili veliko trpljenja. In verjetno je Jalen v Pavli Andrejčič in njenem trpljenju upodobil del svojega trpljenja prav zaradi tega dogajanja. Vendar je ugotovil, da dramatika ni njegovo najmočnejše področje. In se je preusmeril, začel je pisati pripovedno prozo. Najprej kratke pripovedi, ki so izhajale v takratni periodiki od leta 1925 naprej. Leta 1940 je izbral 25 svojih pripovedi in jih izdal v knjigi z naslovom Previsi niz dogodkov. Zanjo je leta 1941 dobil Prešernovo literarno nagrado mesta Ljubljane. To nagrado so ustanovili na občinski seji 7. julija 1938, citiram, za spodbudo in za podporo slovenskim pisateljem in pesnikom, predvsem onim, ki stanujejo v Ljubljani. Konec citata. Leta 2002 pa so vse njegove kratke pripovedi izšle v knjigi z enakim naslovom, torej Previsi niz dogodkov. Jalen v kratkih pripovedih piše večinoma o navadnem človeku in njegovem vsakdanjem življenju, ki je polno preizkušenj, pa tudi veselja in osrečujočih dogodkov. Pisateljev pogled na svet je optimističen. V svojih delih, torej tudi v kratkih pripovedih, izraža prepričanje, da dobro v človeku največkrat zmaga. Pravzaprav je edino njegovo besedilo s tragičnim koncem kratka pripoved Črv oziroma Črv za ogledalom, ki pripoveduje o ženi, ki je dala svojega otroka ubiti še v telesu. Zaradi tega njegovega optimizma in usmerjenosti k etičnosti, vzgajanju za etično življenje, je v njegovih delih precej moraliziranja, ki pa je prikrito in nevsiljivo
saj pisatelj nikjer ne uči naravnost, ampak vse pove po osebah, ki jih je izbral za glavne. Izbral je namreč take, ki jih je lahko postavil za zgled. Odlika marsikatere njegove kratke pripovedi pa je tudi humor. Vanje je vpletal tudi ljudske pripovedi, bajke, legende, ki mu jih je kot otroku pripovedovala mama ali pa jih je slišal od drugih ljudi. Leta 1941 je pri Konzorciju Slovenca izšla povest Trop brezvoncev, v kateri se prepleta življenje bohinjcev z vsemi njihovimi peripetijami, tudi s kriminalnimi dejanji in dogodivščinami. Glavna oseba je Hribarjev Peter, lovec, velik poznavalec in ljubitelj narave, ki po smrti zapriseženega lovca Bitenca postane tudi sam zaprisežen lovec, torej pastir Tropa brezvoncev. Glavne osebe so mladi ljudje, zato je seveda v delu tudi veliko ljubezenskih dogodivščin in spletk. V letih 1942 in 1943 je izhajalo njegovo najbolj znano delo, trilogija Bobri, o kateri pa si lahko ogledate posnetek predavanja, ki je nastalo v okviru koliščarskega tabora, ki ga organizira društvo Fran Govekar Ig. Tudi za Bobre je dobil literarno nagrado mesta Ljubljane. V letu 1942 je v Domu in svetu izhajala tudi povest Ograd, pravzaprav roman. Zgodba pripoveduje o Pavli Andrejčič, mladi ženski iz Goriških Brd, katere mož je bil goljuf, vendar ona prej tega ni prepoznala. Ponarejal je dokumente in pred njo hlinil obup. Zasmilil se ji je in pripravljena je bila prevzeti krivdo nase. On je to sprejel in hlinil obup. Obsojena je bila na 7 let zapora, ki ga je prestajala, oziroma obsojena je bila na 7 let zapora, ki ga bo prestajala v ženski kaznilnici, nekdanjem gradu v Begunjah na Gorenjskem, Ogradi. Tam je zelo trpela, delno zaradi tega, ker je bila doma navajena na udobno življenje, še bolj pa zaradi tega, ker je zares živela med ženskami, ki so storile zla dejanja in se jih nekatere niti niso kesale. Med njimi je bila najbolj zakrknjena Evgenija Lušin. Jalnu je v zvezi s snemanjem filma Triglavske strmine zelo zagrenil življenje Evgen Lovšin, ki je financiral snemanje filma. Pavla je trpela še bolj, ko je spoznala, da jo je mož pretental in da jo vara z žensko, ki ga je osvajala še preden sta bila poročena. K sreči je v kaznilnici tudi brat, ki Pavli stoji ob strani in ji veliko pomaga, in zaradi njenega obnašanja in čustvovanja vedno več ljudi meni, da ona ni bila kriva. Vendar je nihče ne spodbuja, da bi sprožila nov sodni postopek, saj menijo, da ne bi bila uspešna. Zaradi vsega in lepega obnašanja je po 4 letih izpuščena na svobodo, vendar pa jo čaka še dolga pot do popolnega odpuščanja možu in do kvalitetnega zakonskega življenja z njim. Jalnova dela so večerniška v dobrem smislu.
Na površini v njih prevladuje idiličnost, v globini njegovih oseb pa se dogajajo boji in katarza, ki jim pomagajo notranje rasti in človeško dozorevati. Značilna za njegova dela je usmerjenost k kvalitetnemu koncu, ki je nekaj čisto drugega kot klasičen happy end. Jalnovski konec je najboljši možen konec za določeno osebo, seveda pa se mora ta oseba sama dokopati do njega. Ključ do razumevanja Jalnovega pisanja vidim v njegovem prvem razmišljanju na duhovnih vajah, ki jih je opravljal v marcu 1941 pri očetih trapistih v Brestanici, takrat Reichenburg. Bog je bogastvo nepojemljive lepote. Če nisi sam v Bogu bogat, boš kaj revno znal v leposlovju prikazovati lepoto ljudem. Kar nič ne morem več dvomiti o tem, da me je pokojni župnik Tomaž Potočnik predvsem zato poslal v šole, da bi kdaj Slovencem pisal zdrave besede življenja. Tudi to je res. Kaj bi si tajil? Eden glavnih nagibov, da sem si izbral duhovniški stan, je bil, da bi prost skrbi za družino mogel čim bolj uspešno ukvarjati se z leposlovjem, v večjo božjo slavo. Moja pot je vodila doslej preko vrhov, pa tudi skozi globoka brezna. Vnanje ovire so sedaj hudo razmaknjene, hvala Bogu in njegovi prečastiti materi in služabniku Božjemu Frideriku Baragu. Notranje sile bi pa za naprej zastonj iskal kot duhovnik v svetnih dobrinah. V Bogu, v presvetnem rešnjem telesu, pred tabernakeljem, tam je moja moč doma. Od tam bom prav gledal lepote sveta. Predvsem pa ne smem nikdar pozabljati, da sem dušni pastir, sol zemlje, luč na gori. To je smisel mojega življenja. Do najglobjih globin se moram obnoviti. Ko luči za goro beži in Ave Marija zvoni, stihujem, o Mati, tvoj hočem ostati, dokler ne zatisnem oči, dokler ne zatisnem oči. Med drugo svetovno vojno je bil Jalen v Ljubljani, le kdaj pa kdaj je na skrivaj odšel domov na rodine. Sodeloval ni z nobeno stranjo. Če pa je bilo treba komu pomagati, je pa pomagal obojim. Svoj pogled na vojno in vojskovanje je zelo nazorno izrazil v povesti Razpotja. Zgodba se dogaja v Lescah, družino, ki jo opisuje, pa je sestavil sam, čeprav na podlagi resničnih oseb. V Razpotjih veliko govori tudi o kmečkem delu. Nekateri opisi tega življenja so prav etnološko dosledni. Glavna oseba je kmečko dekle in potem žena Vida, ki postane mačeha 4 otrokom svoje pokojne sestre. Z možem Tonejem, ki je dober mož in oče, doživi marsikaj, tudi smrt edinega njunega skupnega otroka in drugo svetovno vojno. Dogodek, ki ga bomo slišali, se je resnično zgodil, vendar ne na Breznici, ampak v eni od ljubljanskih župnij. Avtor se je kot Mežnarjev gospod postavil tudi za pričo tega dogodka. Na veliko soboto so šli Jeran, Metka in Tonček k vstajenju na Breznico,
ko je bilo doma v Lescah odpovedano. Ata in Tonček sta se pomešala med moške. Metka je pa kot študentka stopila v prostorno zakristijo. Malo je že zamudila in ko je presodila, da je tudi duhovščina kar precej nervozna. Psalme so peli kar stoje pred oltarjem in vsi oblečeni za procesijo. Župnik dr. Andrejc v pluvialu, z rodin Mežnarjev gospod, ki je prišel v Ljubljano domov za praznike, in kaplan Žnidar pa v Dalmatikah. Po psalmih so gospodje pred oltarjem začeli peti berila. Takrat so se pa vrata odprla in v zakristijo so vstopili 3 laški vojaki. Vsi navzoči so se spogledali, češ, kaj bo pa sedaj. Italijani so se vstopili takoj, tako da so videli na oltar. Srednji se je odkril in Metka je v njem spoznala kurata. Izdajal ga je Kolar, duhovniški ovratnik. Stranska 2 s puškami na ramah sta ostala pokrita. Levi v jeklenki, desni pa v klobuku z dolgim fazanovim peresom. Kurat je imel čelado privezano pas, mehko čepico pa je držal v rokah. Petje pred oltarjem se je izteklo in duhovščina se je vrnila v zakristijo. Še preden se je povsem ustavila, je stopil italijanski kurat 2-3 korake naprej, pokleknil na desno koleno in poljubil celebratu v pluvialu doktorju Andrejcu roko. Molče so se drug drugemu poklonili in nihče ni vedel reči ničesar. Kurat je stopil nazaj med svoja vojaka, gospodje so pa obstali pred kredenco. Kaj sedaj? Ali bo vstajenje, ali ga ne bo? Tišino je presekal diakon, ki je bil v prejšnji vojski kurat in je kakor ukazal, čeprav skozi stisnjene zobe, Procedamus. Metka je razumela latinsko besedo in brž pojasnila strežnikom, naj se hitro razvrste pred oltar. Gospodje so se poklonili in odšli z rdečo oblečenimi dečki. Oglasila se je aleluja. Se je Metki zdelo, kakor bi peli mizere, usmili se nas Gospod. Ko se je po procesiji od smrti vstali zveličar, skrit v sveti hostiji, v težki in bogato pozlačeni srebrni monštranci vračal iz božjega groba nazaj v cerkev na glavni oltar, so ga zastopniki laške vojske strumno pozdravili. Metka se ni mogla ubraniti misli, da utegnejo ti 3 biti dobri ljudje. More biti celo boljši kakor na 7. Samo, le kdo je potem tisti Satan, ki ne more živeti brez vojske? Menda res Satan. Metka se je še vedno mudila doma in mama jo je poslala v kaznilnico v Begunjah k sestri vrtnarici po nekaj zgodnjih sadik. Dvoriščna vrata na cesto so bila na stežaj odprta. Pod znamenito staro lipo pa je stal prostoren avtomobil. Pravkar je prihajalo iz graščine proti njemu 5 nemških oficirjev. Preden so vstopili v voz, je Metka ujela zasikane besede. Die Räume werden passen. Metka se je takoj spreumela, da so Nemci pregledali vse obsežne prostore stare v žensko kaznilnico spremenjene graščine nekdaj mogočnih Lambergov. Ni si pa znala razložiti, kakšnim namenom naj bi ti prostori ustrezali. Z obrazov pa je razbrala, da se z besedami Die Räume werden passen skriva satansko satanstvo. Drugi dan so se po veliki cesti pomikale dolge kolone mul in vojakov. Alpini so odhajali iz Gorenjskega kota naprej proti Kranju in Ljubljani in še naprej do morja, kjer so se vkrcali. Pred otokom Kreto so pa menda vse do zadnjega potopili Angleži z dobrimi in slabimi in s kuratom vred, s tistim, ki je na Veliko soboto tik pred vstajenjem s poljubom zavzel Breznico. Ko je Jeranova Metka to zvedela, je za vse skupaj zmolila Oče naš in še pristavila:
Bog jim daj večni mir. Po vojni je bil najprej za nekaj časa nastavljen v Lescah in na Breznici, nato dobre 3 tedne zaprt, februarja 1948 pa je bil prestavljen v Grahovo. To je bila zahtevna župnija. Na prošnjo škofa Antona Vovka jo je sprejel, čeprav mu je kot upokojencu ne bi bilo treba. Grahovčani so bili razdeljeni zaradi strašnih dogodkov, ki so se tam dogajali med vojno. Potrebovali so župnika z močno in globoko vero, ki bo znal razumeti njihove težave, ranjenost, zamere, predsodke in jim po svojih močeh pomagal prek njihove težave, pomagal prek tega. Janez Jalen je bil vsekakor človek, duhovnik z močno in globoko vero. Do ljudi pa ni imel predsodkov, tako da se je bil resnično pripravljen pogovarjati in ukvarjati z vsakim človeku, ki je prišel do njega. Po drugi svetovni vojni so bila zaradi tega, ker se med vojno ni držal kulturnega molka, prepovedana vsa njegova dela. Seveda je kljub temu vsaj kaj napisal. V Grahovem ni mogel veliko, ker je tudi kmetoval, da je laže preživel. Vendar je leta 1951 pri Goriški Mohorjevi izšel roman Ograd, leto pozneje pri isti založbi povest Sončne sence, ki pripoveduje o Tomažu Staretu, gozdarju in lovcu na Pokljuki in njegovi družini. V njej je poleg medsebojnih odnosov veliko lepih opisov narave in lova in seveda poznavanja lovcev. V starosti pa si je Janez Jalen zaželel, da bi bil bliže doma, na Gorenjskem. Škof Anton Vovk mu je ustregel in ga leta 1957 premestil v Ljubno na Gorenjskem. Tja je prišel prav 1. decembra. Tudi v Ljubnem so ga imeli radi in so še vedno ponosni, da je bil tak pisatelj njihov župnik. Tam je napisal 2. in 3. del Vozarjev. Zadnja leta pred smrtjo pa je Janeza Jalna kar precej prizadela demenca. Jemal je zdravila, ki mu jih je iz Avstrije prinašal Branko Čušin, za kar se mu je pustil fotografirati. In tako je nastala edina Jalnova barvna fotografija. Župnik tudi zadnje leto ni mogel več normalno opravljati svojega dela. In ko je julija 1965 praznoval zlatomašni jubilej, je tudi prav nazadnje maševal. Kmalu po tistem, namreč nekega avgustovskega jutra, ko je hotel kot ponavadi vstati, se je zgodilo nekaj čudnega. Noge ga niso več držale, tudi desna roka ni bila taka kot vedno. Padel je. Hitro so poklicali zdravnika in ta je ugotovil, za kaj gre. Zadela ga je možganska kap. To je povedal Roski in kar hitro so se odločili, da ga ne bodo vozili v bolnišnico, ampak bodo kar doma poskrbeli zanj. Delno je okreval, vendar ni mogel govoriti, jedel je lahko samo tekočo hrano in je pravzaprav v slabem letu shiral. Umrl je 12. aprila 1966. Pokopan je na Rodinah, seveda. Za skok od rojstne hiše. Tudi na ta račun se je večkrat šalil. Njegov pogreb pa je bil veličasten.
skoraj tako kot pogreb ostrorogega jelena. Ostrorogovci so noč večji del prečuli pri številnih ognjih. Ob sončnem vzhodu so pa prenesli glavarji družin Mrliča razognjišče v koči na sredo grmade. Spremljali so jih ženske z glasnim jokom in z vzklikanjem največjih pohval v slavo umrlemu. Drzni jastreb, Ostrorogov naslednik, je potisnil jelenu v roko nefritovo sekiro. Za pas pa mu je zataknil lepo okrašeno bronasto bodalo. Poleg njega je položil nabiti tul, lok in sulico. Njegova dva najstarejša sinova sta Mrliča pregrnila z dragocenim glavarskim kožuhastim plaščem. Najstarejši hlapec je pa ob nogah mrtvega gospodarja ubil črnega psa. Rogovje orjaškega jelena so postavili v glavi. Vmes pa so položili kožuhovinasti risov meh s kostmi belega bobra. Nato so začeli drug za drugim pokladati na grmado žrtve. Pokretni Lipan je prav iz konca dolge doline pritovoril težkega jelena, zadnji plen Ostrorogemu iz nekdanjih njegovih lovišč. Brestovci iz Zasavja so prinesli glavo starega medveda in težko kepo zlato se lesketajoče bakrene rude. Trdoroki kmet, najmlajši Ostrorogega jelena sin, je pobil dva junca, ki sta se bila ustavila v brazdi tisti trenutek, ko je oče umrl. Na vrgu je pa še drevo. Težka je bila njegova žrtev, pa se je pri čredah še dovolj bušakov in v goščavah raste na izbranje jesenov. In še marsikatero tele, jagnje ali kozliček so bili darovani umrlemu v dobro. Grmado so obsipali tudi z žitom, oprezni srnjak pa je razlil po njej meh vina. Medtem je drzni jastreb na ognjišču, razkatero so bili ob sončnem vzhodu odnesli glavarja in gospodarja Ostrorogega jelena, spet vnetil ogenj. Ob visokih plamenih, ki so zaplapolali in obetali srečo prihodnjemu gospodarju, je prižgal osmoljeno plamenico in odšel z njo v grmadi. Zakuril jo je na vseh 4 straneh neba. Na jutranji in na večerni, na mrzli in na gorki.